poslovne pugel. Kdo pravzaprav si ti? Enkrat, če se prav spomnim, si mi rekel, da si imel celo namen ratati arhitekt, pa si potlej šel v gradno. Kako je to šlo? Ja. Pa iz kje izviraš? No, ajde, pa začniva na začetku. Z Kranja. Kranjčan. Ja, Kranjčan, ja, prav tako. Ja, mesto Kranj, ne. In ga tudi obožujem, ne. Čeprav pač svoje prednosti in slabosti, ampak ne, se počutim meščan mesta Kranja. Ne. Ok, super. In ga tudi kot takega jemljem in ga tudi tako v bistvu uporabljam, ne. In sem tudi prisoten v mestu, ker se mi zdi, da če si meščan, moraš pač nekaj prinesti tudi mesto, ne. Se pravi, če se v mestu nekaj dogaja, greš tja pogledat, ne, si tam del mesta, ne. To se mi zdi zelo pomembna stvar, se pravi, da pripadaš nečemu. Ja, drugače pa v bistvu od mehkih nog sem rad risal, ne. To mi je bilo tako res risati, skozi risati, ne. Pa se veš, starši so v bistvu tako izvirali iz kmečkih družin, ne, pa bili tako neki, rekel, priseljeni v mesto, se temu reče malo meščani ali kako. No, v glavnem, ko sem se rekel tako, mami, jaz bi pa tako risal nekaj, jaz bi bil pa ne oblikovalec ali pa arhitekt, ne moš to zdaj, tako bod kot sosed, ki gradbenika, ne, on tudi hiše riša, ne. In sem se vpisal na gradbeno šolo, misleč pač, da bomo srednjo, ja, da bomo pač veliko hiše risali. Kjer letnik si ti? 67. Aha, pa to so že ugotavljali, da so sošolca na srednji gradbeni. No, ja, seveda, ti si bil drug, jaz sem bil tam, ko so bili vozači. Ja, pa nisem. Ti si bil tam, no, vse. Ja, tle, za Bežigradom, ne? Ja. Veš, pa se ne spomnim. V glavnem, bolj malo smo hiše risali tam na gradbeni šoli. Bolj malo? Ja, bolj malo, ja. Tako da v bistvu sem pa ugotovil, da je v bistvu gradbeništvo zelo bolj povezano na tem nivoju, bolj z matematiko pa z takimi veščinami, ki pa meni niso bile tako v bistvu glih. Sem bolj imel raj jezike, zgodovino, geografijo, take stvari, ne. Ja, ampak v bistvu, ja, se je v bistvu pokazalo že v srednji šoli to, da ta moj talent za risanje, ne, tako da sem bil v bistvu dober v teh stvarih, ne, tako da so rekli, lej, pismo opet na arhitekturo, to boš sigurno ti bo to sedlo. Seveda je pa to bil neko obdobje mladosti, ko smo bili dosti taki, bi rekel, divji, ne. Sploh smo prišli z vojske, se nam ni dalo učiti, pa tako ne. Tako da v bistvu nisem naredil sprejemcev za arhitekturo. No. Ampak sprejemce si ne se zdaj na vojsko zgovarjati, sprejemce smo delali pred vojsko. Ja, sej, pa vojski tudi, ne. Ja, pa vojski tudi. Ja, no, v glavnem, na tem risarskem delu sem seveda bil odličen, ampak seveda takrat je bilo tako, ne. 1/3 je bil ta risarski del, ne. Ja. Ena uspeh, ena pa pogovor. Ja, uspeh je bil, tako sem bil dober, ne, ker je bilo slabo, ne, pa tisti pogovori na sprejemnih izpitih za arhitekturo so bili kar nekaj. Mislim, tako. Ja. Mene je ti skoraj odnesel. Ja. Skoraj ne. Jaz sem za las ujel. Za las. Ja. Ampak sem se pa naučil sem se opazovati svet nekako z očmi arhitekta. Ne. Se pravi, skozi gledam stvari okoli sebe, ne. Opazujem, merim z očmi. Tako da to mi je kot nek tak hobi. To sem opazil pri tebi in to mi je ful všeč, ker si ful radoven. Tudi zdaj, ko si prvič sem prišel v skrinja. Še pošpegal tam noter, da vidim, kako so pa tle strupovi. Ne vem, če je bil že tukaj v tem našem biroju kdo, ki bi opazil toliko detajlov, kot si jih ti. V 5 minutah, ko si bil zdaj prvič tukaj. Ja, tako da to očitno imaš. Uživam v tem, res. To očitno imaš, ja, in to je fenomenalno. Ne? To je res nekaj, kar je tudi zagojiti. Tudi če nimaš, je zagojiti. Ja. To je tako včasih, kakšni tako otroci ali pa pač mladostniki mi sprašujejo, kaj pa boš, ne, bom arhitekta. Ne? No, sem rekel, moraš se naučiti gledati stvari kot arhitekt. To je prva stvar. Moraš opaziti vse, ne? Moraš videti. Mora ti biti to zanimivo, ne, moraš tako uživati v tem. Ne. Jaz res uživam. Tudi, ko sem stopil pred vrata te vaše stavbe tukaj, mislim, sem se ta prvo hišo na uni strani zeleno, wow, mislim, brez okraskov, grobi omet, veš, tako, v taki nori zeleni barvi. Pa tole vašo pogledam, ne, tukaj, je pa že kar malo tako slabo rata, sem rekel, da mi kdo tole naroči, pa glih 2 življenja rabim, da tole naredim, ne, da se s tistimi vsemi temi črtami in grobimi in to res noro, mislim, to res občudujem stavbarje te včasih. Včasih so se res potrudili.
In so res naredili stvari. Mislim, da že sam ta vhod, tle naš, pa če to stopnišče, pa ploščice, pa obdelava, pa čaj, pa Ja. fenomenalno. Res fenomenalno. Ja. In potem, potem pred vojsko, pa po vojski. Ja, pa te klasične zaposlitve v gradbenih podjetjih, raznih. A ja, si šel pa kar direktno v zaposlitev? Ja, kar direktno v zaposlitev. Rekla mama, tako, nisi naredil sprejemcev za arhitekturo, mi te namo podpirali, da boš tam flankiral po Ljubljana, pej ti delati, pa špol naslednje leta, še enkrat probata, No, pa kaj enkrat, veš, kot mlad človek zaslužiš nek denar, imaš neko svobodo, pa tako, pol ti to, v glavnem, malo je to vse skupaj ušlo, Tako da razna gradbena podjetja, takrat je bilo, jaz sem v bistvu, takrat je bila tista prva kriza gradbeništva, takrat v samosvajanju Slovenije, takrat je vse padlo dol, tako da sem pa na koncu pristal v bistvu v enim privatnem podjetju, gradbenem, No in tam se pa šele v bistvu dobro naučil vse skupaj, Ker prej v bistvu v srednji gradbeni šoli smo bolj teorijo se učili, Ker si v enem velikem gradbenem podjetju si del nečesa, sam en delček nečesa, tudi ne moreš videti celote. Tako pri privatniku, pa to vidiš celoto, Si pa seveda za vse. Pišeš gradbeni dnevnik, voziš delavce okoli, šolaš, betoniraš, zidaš. Ampak to je najboljša šola. To je super, to je super. To jaz mislim, da je idealna šola. Idealna, ja. Moraš skozi prakso to videti, Če si na tem nivoju, gradbenega tehnika, recimo. Ne, jaz mislim, da za vsak poklic, če ti dobiš cel diapazon, Se tudi, recimo, jaz imam tukaj eno sodelavko, ki je prej delala na Portugalskem, se mi zdi, pri enem zelo znamenitem biroju, pa tako, Enkrat ti rekel, Petra, pa kako, ko ti sploh tle delaš, misliš, sam hiške, majhen stvar. Rekla, tle je veliko bolj zanimiv. Tle vse. Zasnova, dobra birokracija, na sestanki z naročniki, detajli, PZI, na gradbišču, vse vidim. Tam je sam risala 8 ur, 9 ur, tisto, kar je bilo. In jaz mislim, da to ti da. Ja, seveda, to moraš poznati, drugače. Jaz mislim, da tudi, če tako zdaj v bistvu, bova to pol. Da zaključim to svojo zgodbo. In potem v bistvu imel sem enega strica, ki bo tako sliko pleskal, privatnik že od nekdaj, pa me je tako včasih rekel, daj boš kaj pofušati, daj boš meni nekaj naredil tam na Ljubljani, nekaj. V glavnem tega nekaj boš naredil, je bilo pol kar dosta. Pa mi je on enkrat predlagal, pismo, kaj če boš ti kar privata. Mogoče pa res ne bilo slaba. No in sem šel v privat in pa sem gotov, da sam ne morem prav veliko narediti, in sem mogel kujene 2-3 zaposliti. In zdaj smo pa tukaj. Vmes je bilo še to. Čakaj, a to si že v gnezdo skočil? Ne. V bistvu smo imeli to prvo podjetje, ki je delalo klasiko. Tako kot pač vsi betonirali. Aha, prav gradbeno podjetje? Gradbeno podjetje, gradili smo hiše, okej. Kako smo imeli slogan iz zelenega v sivo. Res. To je bil moj razmislek, ker sem se enkrat začel spraševati, kva zdaj mi počnemo, tako, itak, pokažite mi zeleno parcelo, pa vam jo spremenimo v betonsko sceno, to je bilo najbolj fajn, Čim več betona, čim več pač tega posega. No, v glavnem, v bistvu, usporedno s tem v bistvu se je pa dogajala neka duhovna rast, spremembe, Z ženo sva šla v Indijo, 2-krat, 3-krat, Okay. Nepal in to naj je spremenilo. Ne v religioznem smislu, ampak v nekem duhovnem smislu, kaj se je takrat zgodilo. Ker naenkrat so se začele stvari spreminjati, začel si premišljati, ali to, kar počnemo, je v redu, ali ni v redu, ali bi lahko kaj drugače, ali lahko kaj spremenim. Postala sva vegetarijanca oba do takrat. In v bistvu sem začel iskati novo pot. Kaj pa jaz kot gradbenik lahko naredim, recimo, da bi pač svet bil boljši, da bi ljudje bolj zdravo živeli, da bi bilo nekako manj odpadkov, dobro, ti odpadki so prišli pol na konec. In sem začel iskati to, spoznavati ljudi, razne take, ki so že bili takrat, recimo takrat je bila ta Mateja Lesko, Privšek, Ona je že dogajala, Stojan Habjanič. Jaz sem takrat vse te ljudi obiskal, rekel, da je kakšna priložnost. Potem je tukaj ta tempelj Hare Krišna klele v Ljubljani.
On je tudi takrat imel nekaj ljudi, ki so razmišljali o gradnji hiši Slamatih bal. Ne? In tako, se pravi, je bilo že neko znanje, malo, ne? In sem se tega oprijel, šel v tujino pogledati, v Nemčijo, v Avstrijo, videl, da tam stvari že v bistvu čist dobro funkcionirajo, da so materiali že pripravljeni, da ni to nekaj eksotika, gremo v gozd, pa tam nekaj posekamo, pa nekaj ven spulmo, pa nekaj. Mislim, ker jaz sem vedel, da na ta način, da bomo tam neki po enigmajni klošarili, ne bomo spremenili nobene stvari, ki je dosta. Dobro, spremenili bomo samo sebe, pa mogoče tam nekaj okrog. Ampak jaz sem res želel, da v bistvu s tem, kar bi počel, da bi poskušal vplivati na mainstream. In se mi zdaj, skozi bolj sem videl, da je to, kar delam, dejansko rešitev vseh težav, ki jih imamo, ali pa ki jih napovedujemo, recimo. Se pravi, danes je cel kup teh krožno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo, trajnostni razvoj, CO2 odtis, pa vse to. In v bistvu to, kar mi delamo, dejansko odgovarja na vse te vprašanja. Seveda je tisti entuzijazem, ki ga imaš na začetku, v bistvu, spremenili bomo svet, naredili bomo revolucijo. To pa ni tako, nikoli ne. Ti misliš, da boš naredil, 10 korakov, v 10 letih, v bistvu daš v 10 letih en korak. Ti koraki so zelo tako majhni, težko je spreminjati druge ljudi, tako, v bistvu, na tak način smo pač prišli do tega. Pa sej, jaz mislim, da niti ni potrebno, da bi ne vem koliko si zadal, pa rekel, zdaj pa nisem nič. Eno stvar naenkrat. Eno hišo naenkrat, en zid naenkrat, nekaj. Vse skozi leta se tega nabere. Vse spremeni se pol, ampak ima daljši rok malo. Že mi, tleh smo prej te slikce gledali, Ja, mislim, res. Mi smo, po moje, naredili s tabo koliko? 20-25. Ja, sigurno, mislim, nekje tam. To pomeni, tok in tok, krat 4 v familiji, je to 100 ljudi, ki zdaj živi v nekem bolj zdravem, prijetnem bivalnem okolju. Pa jaz ne mislim, da smo malo naredili. Ne mislim, da smo spremenili svet, da za spremenjati svet so drugi, ampak pomajčkan. Pa je. In kako je potlej to prišlo do gnezda? Kako si v gnezdo padel? Ja, seveda ne. Potem nekako smo rekli, smo rekli, pač moramo narediti podjetje, ki bo pač to izžarevalo z imenom in z vsem. In tako je nastalo Gnezdo. Meni se zdi to res idealno ime, recimo, za to, kar počnemo. Seveda smo bili najprej samo v bistvu tako bolj izvajalsko podjetje. Nekaj smo že kakšno stvar komu prodali, recimo bili smo tam v Kranju, v garaži od mojih starih staršev, tam smo imeli kmetijo, pa smo tam en pot najeli, pa smo bili noter. Potem pa enkrat kliče nekdo iz Juba. A lahko prijete na sestanek na moj Jub? Sem rekel, super, mislim, kaj pa to lahko bilo, si sploh ne predstavljam, kaj bi Jub mene rabo. No in takrat v bistvu ideja, da bi pač se začeli proizvajati te naravne barve, pa to, recimo ilovica, pa to, zelo zanimivo, tako v bistvu so kar dosti v bistvu ekološko zaveščeni, sploh ta vodstveni kader, in tako je v bistvu nastal ta center naravne gradnje v Ljubljani. Jaz sem jim tako rekel, če bomo nekaj delali tazga, v bistvu, da bojo to neki ekološki izdelki, bi bilo fino, da v bistvu zgradimo neko novo pot za prodajo teh izdelkov. Da gremo, ne moramo iti kar v Merkur, pa v Top Dom, pa ker ti izdelki naravni potrebujejo več konzultacij, več pogovora s stranko. Ne moreš ti samo vzeti to barvo, pa iti domov pa barvati. Jaz te moram vse vprašati, kakšno imaš podlago. Veliko enih stvari je, ker pač naravni izdelki ne funkcionirajo tako kot pa kemični. Kemični so preprosti, vse funkcionira, zelo težko narediš kakšno napako, medtem ko pri naravnih se to hitro zgodi. Tako v bistvu sem jim pač rekel, dajmo narediti pač ta ekocenter, in so bili za in smo ga v bistvu najeli prostor tukaj v Šentvidu, pa
ustanovili to podjetje, pa je ta prodajni center. Čakaj, a takrat ste gnezda ustanovili, ali gnezda je bilo že prej? Gnezda je bilo že prej, samo takrat so nam oni omogočili, da smo pač ta center sonaravne gradnje v Ljubljani naredili. To je taka edinstvena stvar, ne. Malo ljudi zaveda, kaj dejansko tukaj v Sloveniji imamo. Ne. Jaz sem v bistvu iskal te centre, v bistvu sem videl to v Nemčiji samo. Ne. Na Bavarskem imajo 3 take centre, v bistvu eden manjši kot naš, 2 pa podobna, ampak tam je 20 milijonov ima Bavarska ljudi, ne, in zelo visok standard. Ne. Avstrija ima nekaj okoli Salzburga takih centrov, ne, Italijani sploh nič ne vejo o tem. Ne. Ampak meni se zdi ful zanimivo. Ne, če ti razmišljaš, da bi rad pač izbral neko ekološko način adaptacije svoje hiše, recimo, da bi rad pač pripeljal neko stranko kot arhitekt, da bi pokazal, kaj to je, ne, je to idealno. Rabiš tak prostor, ne, v katerem to vse vidiš. Ne. To je mene presenetilo, ker sem se dosti s kolegi pogovarjal. Dobar, jaz to zelo dobro poznam, ker mi veliko skupaj delamo, ne, ampak ker sem kakšen omenil, zelo malo ljudi je pravzaprav vedelo, da obstajate. Ja, neverjetno, ja. Zelo malo, mislim, en ozek krog, ki smo zelo vpeti okrog tvojega centra, pol izven tega kroga pa komaj, da se ve. Ja, sta neki, v bistvu, mislim, mogoče je zdaj že drugače, ampak se spomnim par let nazaj, tako, ko sem se s kom pogovarjal, Ja, v bistvu sta 2 poti, ne, a pa tako, mislim, arhitekti ste ful pomembni. Ne? Vi dejansko lahko stranko marsikaj naštimate, oziroma naštimate in pokažete poti razne. Ne? Čeprav v bistvu to vedno ni najboljša pot, ne? Zato ker v bistvu se mora investitor dejansko zavedati, v kaj gre. Ne? Tako da sta zdaj 2 poti. Ena pot je ta, da pač arhitekti prihajajo v naš center, pripeljajo s sabo investitorja, s katerim delajo trenutno projekte in tam se pač potem pogovorimo, kakšne so možnosti pa želje. Druga pot je pa ta, da pride investitor tja, ne? In on pripelje arhitekta. Takih primerov imamo tudi nekaj. Ampak se to širi, ne? Ker je stvar prava, ne? In toliko je tega že narejenega, da se to ne da več ostaviti. Ne? To je v bistvu vsak, ki živi v hiši, umetani z ilovnatimi umeti, narejen z masivnega lesa, na ta način, kot mi delamo hiše. Ne? To je to. To je to. Stopiš v hišo, ki je totalno poknaufana, narejena na hiter, pa v neko tako hišo, ki jih mi delamo. To je taka razlika, da ne moš reči, da to ni nič. To je bistvena razlika. Pa dobro, govorijo samo o bivanjski izkušnji, ampak tukaj so še druge stvari, v bistvu odpadki, energija, ki je za proizvodnjo naravnih materialov veliko manj energije porabiš, kot pa recimo za klasične materiale. Ilovi se samo skoplješ, nič ne segrevaš, ne ustvarjaš nekega veziva, v bistvu nič ne narediš. In potem, ki zadeva služi svojemu namenu, enostavno vržeš na vrt. In to je to. Ni nobenega elaborata ravnanja z odpadki. Tudi recikliranja, sploh ni potrebno. To je to. Mislim, ti umet lahko dejansko odstraniš, ga namočiš v vodo in ga ponovno umečeš. In to lahko narediš 100-krat. To je čisto noro. V bistvu. Kako so v bistvu te rešitve, ki jih iščemo dejansko pred nosom, pa ful preproste. Ja, jaz sem bil fasciniran takrat, ko si pripeljal tudi. Ti si pripeljal unga Nemca dol, takrat, ko smo pri Mihatu doma, tudi s temi ilovnatimi ploščami. In on je imel prej tisto predavanje. Meni je bilo to res fascinantno, že te fizikalne lastnosti ilovce. Mislim, pa to je neverjeten. Res neverjeten. To je ta v bistvu izparevanje sprememba agregatnega stanja vode. In v bistvu v tej spremembi se dogajajo temperaturna nihanja. In to je ta finta. Recimo, kot da bi hotel recimo, ne vem, na plaži toplo pivo spremeniti v hladno pivo, pa nimaš hladilnika. V bistvu zmočeš brisačo v vodo, uviješ pivo v brisačo in ga pustiš na vetru. In ko ta voda izhlapeva iz brisače, hladi pivo. Recimo. To je nek tak. No, in zanimivo, da ima ilovca glih to lastnost, da glih do tiste mere, ker nam paše, usrkava ali kaj dela, upija vlago, če pa manj začne vdajati in tako. Res v bistvu fascinantno. Fascinantno. Pa tudi tako nekako
In potem to postane kar nek ljubezenski odnos. Ne, ta ilovca ljudi potegne not, ki se začnejo z njo ukvarjati, jih nekako potegne in jih drži in so tam. Tako prvinski material, tako krečarska na vrtu, ki z rokami kaj delaš, pa to, pa ta občutek zemlje. Ja, v bistvu super. Jaz upam, da se bojo stvari v to smer razvijati. Pa se razvijajo. Ne more biti drugače. Sej industrija, recimo, zdaj tam pač Slovenija je majhna, ne moramo zdaj tukaj delati nekih čudežev za 2 milijona ljudi, ne moreš razvijati, ne vem česa. Ampak se v Nemčiji to dogaja, recimo in v Franciji, in tako v bistvu, ker so večji trgi, ker se lažje tudi finančno, spravsko, skozi novi produkti prihajajo. Zdaj, da sem v bistvu dobil nek članek, da v Švici celo neke plošče delajo z ilovce, kombinirajo les pa ilovnate materiale, zdaj v bistvu celo razvijajo neka nova veziva, ki niso polimerna, ne? Z biokemijo poskušajo narediti neka veziva, s katerimi bi lahko tudi ilovci izboljšali trdnost, ne? Pa nosilnost. Tako da se ful se dogaja tukaj. No? Tako mislim, da bo v prihodnosti to tako pravo. Kaj se je zgodilo, tam se spomnim, na tistem predavanju je ta Avstrijec takrat kazal tiste plošče, ki so imele na satju še nek vosek noter. Parafin, ja. Teh plošč ni več. Ni, zakaj? Se ni prijel? Ne vem, zakaj. Ker ti si meni zgledal tako, wow. Ti si bil čist noro. Pa to je izum stoletja. Ja, sam ta parafin, veš, pri sklapevanju, ne vem, je mogoče povzročil kakšne... A veš, ker so pa tudi pasti, mislim, treba je biti previden v naravni gradnji. Jaz velikokrat vidim ta poenostavljanja, veš, tako zgradimo si hišo za 5000 evrov, pa ne vem, vse naredimo sami, pa čist poceni in tako, to se mi zdi tako ful, to ni dobro, ne. Zato, ker v bistvu naravni materiali zahtevajo ful več pozornosti. Ti moraš biti zelo pozoren na detajle, ne, ker je pač občutljivost na vlago, občutljivost plesnenje, recimo teh v bistvu organskih materialov, kot je slama, recimo. Zelo treba biti pozorni in tudi pol, v bistvu, recimo zadnjič smo šli meriti, recimo, v tej naši hiši, tam v Mokrem potoku, v tej ekološki vasi, smo Igorja Šajna povabili, gradbenega biologa, da izmerimo ta sevanja pa to. In je on izmeril kar dosti visoka sevanja. Ja, in v bistvu smo sprašali, zakaj? Zato, ker ilovica s tem silicijem, pa s tem, veš, v bistvu lahko določena sevanja dejansko multiplicira. Ona brani vstop zunanjih teh v bistvu valov v hišo, ampak ta v bistvu sevanja, ki pa nastanejo znotraj hiše, jih pa lahko tudi zadržuje. Tako da smo Make sense, ja. Ja, a veš, recimo v tistih hiših, ki smo to merili, imelo tako veliko steno izbite zemlje, tako od dnevne sobe, od pritličja pa skozi gor do mansarde. In tam smo zelo tako visoka v bistvu sevanja dobili. Pa smo pa v bistvu zunaj zabili neko štango v tla, pa čisto navadno ono gradbeno žico prevezali, pa jo sam pripel na to steno. Sevanje se je takoj padlo. Se pravi, moramo biti pozorni tudi tako v bistvu, a veš, naravni materiali niso nujno vedno samo tako dobri, Je treba biti pozoren. Zdaj si me prestrašil, da mi bo neki stične hotel žičko ven napeljati zdaj iz naše stene. V tem našem primeru, v bistvu v tem primeru je ta samo zadostno so bili ti inverterji, baterije noter, v teh hišah. V glavnem, v bistvu zemljito je zelo pomembno, vse to. Zemljito. A si ti kaj povezan? Zdaj, outsiderjevci se zelo veliko ukvarjajo tudi s temi testi, butana zemlja, zidovi pa to. So bili kaj pri tebi, ti pri njih, kaj sodelujete? Z Matevžem, sodelujeva, Matevž, on je en teh. On je zdaj čisti federatov. Se je zaljubil. Ja, on se je čisto zaljubil. Ja, čisto zaljubil. Če boste z Nino gradila, boste rekel, da boste del hiše sigurno iz tega naredili. Super je, mislim, meni je ful všeč, da oni imajo vse nek marketing, nek prostor, s katerega lahko promovirajo tako gradnjo. In to, kar dela Matevž, je odlično, to mi je res ful všeč. To bo v bistvu pomagalo, da zadeva napreduje, da gre še naprej, to kar on dela. Tu zna pritegniti prave ljudi, to je ta krog, ki mora to prebaviti in to v bistvu. Mi kot gradbeniki, dobro smo nek support, pač delamo projekte, pa tako, ampak to, kar dela Matevž, to je nujno potrebno.
Zato, da pač to pride v Zato širši me zanima, krog, če ste na vezi. Ja, pri meni so nemogoče. Tako, pa materijale tudi, ne. Ja, glizan, če objavil, da so si novega tega, kako že buca. Nabijača nabavili. Ja, nabijača. Ja, ne, tako, včasih, veš, seveda, ne, pa tudi hotel so v bistvu preveriti, ne, ali to v bistvu, kar oni izkopavajo tam na tem zemljišču, na katerem stojijo te eksperimenti, a je to v redu, pa so pa pri nas kupovali, recimo, ker mi uvažamo tudi material pripravljen za stene izbite ilovce, pa so primerjali, a je to konsistenca ista, a delajo pravilno, pa tako. Tako da ja, sodelujem, seveda. En medklic zelo vmes, ki si rekel, izbite ilovce pa to. Ti si v nekem trenutku zelo ostro postavil, da Bog ne dej, da bi kdo rekel glineni ometi. Zakaj morajo biti, se reči, ilovnati ometi? Evo, da zdaj za vesoljno javnost pojasniš enkrat, ker to si meni toliko težil s tem, da jaz me kar strese, ko pomislim, kaj bom rekel in pol pazim, da prav rečem. Ja, ko se novi materiali pojavljajo, v bistvu pol iščemo neke izraze. Zdaj, včasih jih imamo že odprej, včasih si moramo kaj novega zmisliti. Recimo, zanimiv primer je tukaj recimo Hrvaška. Zdaj, kar dosti sodelujemo s Hrvati. In oni tudi plavajo, tudi imajo cel kup enih besed in tako zbita zemlja, zemljana građa, veš. Jaz sem stvar enostavno povzel po naših severnih sosedih. Oni imajo lem pa ton, se pravi ilovica pa glina. Okay. Seveda je glina sestavni del ilovice in glina je tisto vezivo, ki je noter v ilovici. Ampak ilovica ni glina, ker je noter cel kup drugih stvari. Ilovica je še noter. Ja, oni rečejo šleme, to je tak prah, pa pesek, pa razne stvari. Se pravi, v bistvu to že dejansko glina naravno zmešana z peski, agregati, raznimi takimi stvarmi. In to gre na steno. Ja. Se pravi, glina je pa zelo mastna. Z gline delamo pač take stvari, to z ilovce ne bi mogel narediti. Ja. In zdaj, seveda, ta glina je zelo lepljiva, vezljiva. Se pravi, in če bi mi hoteli zdaj narediti recimo omet iz gline, bi mu morali veliko peska dodati. Se pravi, mešalno razmerje med glino pa peskom bi bilo 1,5, 1,6. Se pravi, imamo v bistvu sam pesek. Ilovce je pa že naravno zmešana. 1,1 se meša recimo z peskom, zdaj odvisno seveda, kakšna kvaliteta ilovce, ki jo najdemo. Okay. Tako da meni je bolj všeč, da uporabljamo ilovnati omet, ker se je tudi v nemško govorečem področju nekaj časa se pojavljala dva izdelka. Ilovnati ometi pa glineni ometi. In to sta bila različno, v bistvu res dva izdelka. Se pravi, eni so delali, ta glineni ometi so delali tako, da so v bistvu kaolinsko glino ali pa neko glino v prahu kupovali, potem so jo pa mešali s peskom. In so ta izdelek prodajali. Ilovnati ometi so pa tako, da pač ti ta material že kar tam izkoplješ, tako kot je. Ja. Mogoče malo dodajaš peska, če je potrebno. In seveda je dejansko zdaj glineni ometi ne obstajajo več. Mislim, jih nihče več ne dela. Ne delajo. Ne, so ilovnati ometi. Je pa to tako, mogoče ima ilovica nek tak mal slabšalni, kaj se je nek tak blat ilovica, tako glina je nekako bolj tako, se sliši bolj fancy, kaj se pa. In zdaj vsi to, nekaj časa sem se ful boril, tako, veš, vsega opozarjal. Ja, se vem, zdaj pa sploh včasih tudi jaz malo, ker popustim, pa jih kar rečejo, smo prišli se pozanimati, če bi imeli glinene omete, pa sam rečem ilovnate. Pa nadaljujejo, kakor želijo. Ja. No dobro, to komu ne moreš zameriti. Ne, še jaz sem rabil nekaj časa. Ne, se pravim, da sem se zdaj malo umiril, kar se tega tiče. A gnezdo, ampak se pravi, ilovnati ometi so bile tista osnova, pa ilovnate barve, kjer je gnezdo začel. Meni grede anekdota, da sem jaz z mojim prejšnjim življenjem zaključil, pa šel nazaj v arhitekturo, sem rekel, kakšen bi imel ime. Kakšen bi imel jaz ime, kaj bom delal? Delam hiše, to je kot gnezdo. Moj ime za biro bo gnezdo. Res. To je bilo še prej, sem se midva srečala, neč pa tega Gašperič, samo gnezdo. D.O. Na kar grem pobrati in ugotovim, da
Hudiča gnezdo že obstaja, nekdo bi že ukradil. Krasno je bilo, res, ja, ker se mi je zdelo idealno. Gnezda, jaz sem delal hiše, ne, gnezda in je to tako bilo, ja. Ja, ampak to je bilo prej, so se mi dosečali. Mi so se, če se spomniš, nekaj na neka ekskurzija je bila šli smo je bila Oheseva ekskurzija. Cipra. Aha, točno, ja. Cipra, ja. Takrat smo se. No, ta ekskurzija nam je takrat dala vse. Tista je bila res, res dobra. Ja. Res dobra. En tak temelj, v bistvu, da smo videli, da dejansko v katero smer, da je prava smer, kako, mislim, jaz sem veliko takrat v bistvu dobil ene podlage, zakaj, kako to dela, takrat so mi tudi pojasnil ta LCA faktor, ta life cycle, v bistvu to, da je treba gledati celotno energijo porabljeno v času stavbe. To pa pomeni, od takrat so se začeli materiali proizvajati, koliko je bilo energije za njih porabljeno, do tiste energije, ki jo pač hiša porabi v času svojega življenja, pa do energije, ki bo potrebna, ko bo treba to hišo nekam potreti. Oziroma pač vsaka stvar ima svoj začetek in svoj konec. Prav si še celo poslušal tisti del, ki so me tisti dolgočasen predavali. Ja, to me je fasciniralo. To zdaj skozi ponavljam. To je temelj moje filozofije gradbeniške. Treba je stvar gledati celostno. Jaz sem ti malo preskočil, ti si me ni toliko zanimali, jaz sem raš gledal instrukcije, hiše, obdelave, to me je tako fasciniralo. Zato me pa danes toliko moti to, v bistvu, ker dejansko v Sloveniji v bistvu poudarjamo samo to, koliko bomo v bistvu prihranili, ko bomo živeli v hiši. Se pravi, koliko energije porabljamo takrat. Ne pa koliko se zgodi, pa koliko bo šlo stran. Ja, ker če vso to tehnologijo, vse te zapletene stroje, rekuperatorje, toplotne črpalke, ne vem, folije, vse to v bistvu, to so taki ful efikasni sistemi za porabo energije, za manj energije, ampak če pa gledamo, kako je to zahtevno proizvesti, pa koliko recimo nekih surovin to porabi, pa kaj je potem s temi aparaturami, ki se v bistvu izrabijo, pa vidimo, da v bistvu ta energija, ki jo zaradi njih prihranimo, v bistvu jo porabimo že prej in pol. Ja, lej, sam ta nemški sistem s tem PHP pa to tera. Oni samo, da se ta PHP je namenjen sam temu, prodaji debelih, dragih izolacij, prodaji rekuperatorjev, toplotnih črpalk, takih stvari. Ti danes ne moreš narediti tale hiške, tamle gor, za Nito, ki sem imel predprejšnji tale pogovor. Veš kaj, s čim so oni? Oni so na 750 ali 770 metrih. Oni se grejo samo na kamin. Pa še ta ni optimalno postavljen, ampak je v prvem štuku pa dol. Vse, kar imajo še dodatnega, mi je Vanita pol enkrat rekla, je šla pa je na Bolhi kupila 4 oljne radiatorje električne za po 10 evrov enega. Torej, zdaj pa ti primer je, tisti kamin, ki je z dimnikom vred stal, ne vem, 4 ure, mogoče 5, ki je dober, plus 40 evrov, a ne? To pomeni, ta investicija proti temu, kar gre zdaj normalno v hiše, 35, 40, 45 tisoč evrov, ne? Pa prav, da čisto v redu, nikoli jih ne zjeve, prav, mislim, čisto v redu se imajo. Imajo pripravljen za rekuperacijo in niso zmontirali, ker ne rabijo. Sam danes ne prideš skozi. Ne prideš skozi. Mislim, tudi skozi ja, skozi te pure se, ali kaj so vse te. Ja, ampak zato, ker je vse to narejen za to, da se vse to proda. Mogoče, veš, te v bistvu ne razumejo. Mislim, mogoče razumejo. A misliš, da razumejo to? Seveda. LCA faktor, pa energija prej, pa ta. Ne razumejo. Ampak pol Siemens ne bo rekuperatorja prodal. Ja, se vem. Jaz to ne moram razumeti. Jaz sem naiven in bom verjel, da ne vejo. Ne. Jaz pa mislim, da to je dobro. Okay, to ne bo šlo zdaj v teorije zarote, ampak to je točno za to narejen. Ta goj pa to. Ja, ker zdaj v bistvu sem se pogovarjal in s tem Robertom Veselkom in z Boštjanom Debelakom, oba da prav to, da ne spravite nobenega projekta več skozi, če ni rekuperacija. Je treba odkljukati prisilno mehansko oziroma to z rekuperacijo, pa gre skozi. Ja, ker je mogoče malo, dobro, no, vse to, verjetno se bo to tudi spremenilo, ko bo pač... Ne vem, če se bo. Jaz sem prvič nekaj take, ker sem se prvič vračal iz Avstralije, sem se sprav živo spomnil na avionu, bral neko revijo, ki je en Novozelandec pisal,
In je rekel, lejte, pa ne morete vi meni to računati, pa na kvadratne metre, pa na število vse pa to. Jaz porabim bistveno manj energije, kot nekdo drug, ki čisto na drug način živi. Se pravi, in potem sem jaz to sprojeciral, zdaj, kaj bi bilo najbolj pravično. Najbolj pravično je, da tebe stane energija. To, kar se v bistvu zdaj dogaja, ker je energija gor. Ker pol, če ti pač imaš manj luči požgane, včasih greješ malo s puloverjem, ne rabiš imeti vedno 25 stopinj, pa take stvari, ne? Pol to ni problem, ne, ampak pri nas se pa pri projektiranju, pa pure si, pa levo, pa desno, ne, pa saj jaz nisem zagovornik tega, da bomo imeli vsi angleške hiše, ki pri vsakem oknu odpira. Seveda ne. Ni opcija, ne. Ampak dejansko te pa silijo, ne, te strojnike silijo, da ti vse to not namečejo. Mečkam več svobode bi lahko pustili. Glej, danes imam eno gospo, ki si bo eno zelo preprosto hiško naredila, projektiramo, pa sem dobili danes zjutraj na vezi z strojnikom in je rekel, tle moram dati neko lokalne, a veš, te so Lumos, ne vem kaj so. Pa smo rekli, ne bi tega. Ja, kako ne, mora to biti. Pa smo ugotovili, če ti hočeš dati ventilator, mora biti ta, ki ohranja toploto. Lahko pa nimaš ventilatorja, ampak rečeš, da boš samo na okno zračil, pa ne rabiš. Smo rekli, mi bomo samo na okno zračili. Ampak mora biti hiška majhna, ena, dva, nekaj so... se je majhna, 60 kvadratov, to je za eno gospo. Tukaj smo se v bistvu zapletli, tako, ne samo v bistvu zaradi energije, jaz mislim, da smo se zapletli tudi v bistvu, mogoče že dolgo nazaj, ko smo nekako, veš, v 60-ih letih, se je dogajal ta boom, gradnja, rast mest, enostavno ni bilo več prostora, niti časa, da oni zidarčki znamno navadno v peko zidajo. Enostavno spremenili se je. Tehnologija je šla naprej, odkrili smo kemijo, odkrili smo materijale, ki hitro vežejo, ki so obstojni, ki so super, the best. Super je bilo, no, glavnem, fajn, ampak pa smo ugotovili, da pa ti materijali pa škodujejo našemu zdravju, da jih zavržemo, so malo čudni, da je to zapakirano vse tako čudno, da noter tlačijo vse, kar v bistvu lahko, v bistvu, se recimo proizvaja neki odpadki, se noter v teh gradbenih materijalih noter skrivajo, recimo v cementu, elektrofilterski pepel, pa tako, se pravi v knaufu. V gipskartonskih ploščah. No, v glavnem ne vemo, se nima veze, v glavnem ne vemo. Ni to hrana, da bi bilo treba pisati gor, odkje kakšna stvar prihaja, kaj točno vse je noter, Ti lahko na izdelek napišeš karkoli in noben ti ne bo rekel, tega ne smeš imeti napisanega. In s takimi izdelki smo mi v bistvu dejansko stene naredili tako, da niso sposobne sprejemati ničesar. No, to je bil prvi korak. Potem drugi korak je bilo seveda okna, so nam šla malo na živce, ki vse pihali noter, pa se je tako vse povešali, pa čudno, pa smo dobili ta okna, ki se res dobro zapirajo. So zadihtala. In zdaj smo gotovi, da je vse zadihtano in da komaj not dihamo, kot v akvariju. Super, zdaj pa pač dovajamo, se pravi zrak, pa ga čistimo, pa nazaj, mislim, rekuperacija. In tako smo se znašli tukaj, ko smo. In smo tudi ugotovili, da če hišo zatesnimo, totalno, da je zrakotesna, da to tudi v bistvu pomaga, da prihranimo porabo energije za ogrevanje. In zdaj smo pa tukaj. Zdaj smo pa tukaj. Ja, zdaj smo pa tukaj. Ampak še ti si mi prej predlagal, ko smo o Topolovcu govorila, pa o tej najni torkli, ki jo bo treba posanirati, to kamnito, pa si kar rekel, da si unim na grič pripeljal neke Italijane, ki bi to posanirali, kako z nekim mrežcem. Ja, v bistvu to bi tudi zadihtali totalno, če si jaz prav predstavljal, ali sem te narobe razumel, kako bi to naredili. Ne, oni govorijo tako, pravijo, v bistvu kamnita hiša nikoli sploh ne tako gradena, kot recimo je pri nas na obali ali pa recimo nekje v Italiji po Dolomitih, pa tako recimo vse te kamnite hiše, pa sploh Italija, mislim. Oni pravijo tako, napaka je v bistvu inicirati zidove s cementom. To zdaj tudi že pri nas vejo, ampak drugače načeloma pri nas je ta filozofija čim bolj utrditi stvari. Stvari morajo biti trdne, morajo biti stabilne.
Oni pravijo, da ne, v bistvu, da kamnita hiša že sama po sebi tako malo delovala. Sploh te dvojne stene, prazen zrak noter, malo ta neka ilonoto pnena. Pa sem šel, da so neki pesek nesulj. Te hiše so stale 200 let, tako, so bile trajne. Ne? In oni pravijo, da v bistvu sanacija bi morala biti tako, zdaj, če je že potrebno inicirati, ne, se inicira z apnom, obvezno, z hidravličnim apnom. Ne? Stene se pa v bistvu, recimo na obeh straneh, na stene se pritrjuje taka zelo redka mreža, ki ima tako kvadratke, kot armaturna mreža, recimo, ampak ta mreža ni železa, ampak je iz steklenih vlaken. Ne? In so potem neka posebna sidra, ki jih vrtaš, s katerimi pritrjuješ to mrežo. Ne? In ko imaš celo hišo to v bistvu v teh mrežah, potem ti omečeš to z apnenim ometom. In to je to. In s tem, oni recimo tudi so kazali recimo tem nek grad, ki so ga delali v bistvu tam blizu Milana, tako je bila ruševina, in recimo na vrhu niso delali betonskih vezi, da bi povezali hišo, ampak so delali tako, da so z opeko v apneno malto zidali eno vrsto, pa so mrežo dali spet to močno čez, pa drugo vrsto, pa mrežo, pa tretjo vrsto, se pravi, v bistvu se čisto izogibajo betonu. Da ga ni treba, ne? Nič, da ni treba, ne. Vse vapno, vse lahko, stabilno, a ne? Ker ne glede na to, kaj ti narediš, v bistvu kamnito hišo ziniciraš s cementom, pa narediš noter, ne vem, betonske stebre, pa nosilce, pa vse, ker bo prišel potres, se bo to vse podarilo. Ker bo pretoga. Seveda. Ona bo držala, se ruka drži. In seveda to ni tako narejeno, ne moš nikoli to tako narediti, ker pri novi hiši je. Zdaj nova hiša je drugačna. In to bo sam razpadla. Bolj, da se hiša mečkem premakne. Bolj, da se premika. Bolj, da ti dovoliš ta premik. To je njihov efekt. In oni so recimo, ne vem, delajo v Benetkah, kulturno dediščino italijansko, pač tako ful, res obvladajo. Jaz se zdaj ravno za to torklo, ki se je enkrat morala Zelenko lotiti, malo zanimam, kako tega. No, in moram priznati, nekaj sem se že kar naučil, nekaj pa še vsakeč znova. To mi je zdaj čisto novo, kar si zdaj rekel. Vidim, pri nas je glavna stvar ali armirano betonske vezi, ki jo bojo prijele, ali pa to neko iniciranje. Čeprav to mi je že, ne vem, si mi ti pravo, ali mi je tale gospa Eda, ki je šla zdaj v penzijo iz ZVKDS Koper, Piran, da ne z cementom, ampak z apnom. Zdaj so že prišli do tega. To je zdaj že poštudirano. Eden mi je povedal za neke omete, ki ti stabilizirajo zid, tudi ki so armirani ometi, sem ne vem, kako to funkcionira. V bistvu to. Sam se pa nekako še ne bolj nagibam, da bi šel v to, jaz bi še ne rajš v to hišo vtaknil noter Mihetove stene. To bilo ful. Malta zidov je zraven pripel tako, da komu na glavo ne pade. Ampak bi bila ta stena tista nosilna, ki bi pa tudi streho nosila pa to. To je dobra ideja. Taka, fajna, zanimiva. Zdaj moram samo videti, ali bi najprej to mogoče sploh ne, da postaviš vsega do konca, kar nekim konce, kar podrdal, pa je ta zgad, mislim to. Točno to, ta spreden konc, tam le na maketi tle ni, ampak ta sprednji konc je že podrt in to bi ga kar podrt ga pustil, samo fiksiral. Ne, klesa pa steklo. Da imam tam dol pogled, ker tam je pa pogled na morje. Seveda, to. No in zdaj sam ne vem, a bom najprej to tukaj, imam pa ene ful prijetne naročnike tlele, ki so pa na Ospu zdaj kupili tudi neke podrtije. Te kamnite, ne? Bomo videli kdo prej, mogoče pa pri njih. Eksperimentirati. Ne, če kaj pa bi bil to razlog, da tam meni, ampak mislim, da to bi morali držati. Pa tudi tako, to bi bilo blizu, zato ker jaz lesom graditi, zdaj pa če se spomnim takrat, ko sem stopil nazaj v arhitekturo, res nisem v pojma. Miha veliko naučil, pa še vsi ostali, pa Marjan zbavte, pa tako, ampak zdaj pa že nekaj vem, recimo počas, po dobrih 10 letih. Meni je to ful dobro, da si v bistvu tako priznan, pa poznan, pa da v bistvu poznaš naravne materiale in da jih uporabljaš v svojih projektih. To je res da si lahko vzgled drugima. Če rečem, Matej Gašparič, z njim delamo, pa ostaje, že poznajo. Veš kako, človek uporablja tako pa tebi, človek uporablja tisto, kar njemu rezonira.
Tako bi zase naredil in pač to predlagaš. a ne. To je.